če se delam jaz, da je to moj atelje, ne? To, kar je zdaj v moderni galeriji tukaj od spodaj, je pravzaprav kvadratura, kubatura, pa eni osnovni gabariti so skoraj res podobni kot v mojem ateljeju, ampak moram reči, da je situacija pa absolutno drugačna. Sem tukaj kot en obiskovalec, ki gleda ene stvari, ki v bistvu je malo z njimi bil, malo so pa oni zdaj drugačni ratali. Seveda tudi s postavitvijo, s tem pritiskom, kako rekel, spremembe prostora, vnosa, vhoda, možnostjo, da je noter lahko en vstop, da nisem sam jaz noter, tako kot v mojem ateljeju. Seveda se tudi treba malo drugače pripraviti, v bistvu eno strategijo, kako naj te stvari tukaj funkcionirajo, da bo v bistvu, da bo gledalec, opazovalec, potencialni spremljevalec imel kaj od tega ali pa saj v smeri, ki bi jaz mu zelo rad povedal in zaradi česa sploh te stvari počnem. In je, ko rekel, to včasih zelo zoprna stvar, v tem primeru sploh nimam nobenih, ko rekel, še takih feedbackov ali odgovorov, kako se ljudem to zdi. Ene stvari gledam praktično na enih postavkih, ki v ateljeju niso bili taki, smo jih dali tukaj posebej delati, se pravi, to je že ena razlika. Potem ene kose tudi vidim, čim ga bom domov v atelje dobil, že vem, kje ga bom spremenil, ki v bistvu manj funkcionira, kot pa bi lahko, če bi ene stvari spremenil. Hočem reči, da en proces tukaj je zdaj, ampak jaz sem tukaj zdaj še, ko rekel, zelo neveden, ene stvari se mi spreminjajo, tudi v tem percepiranju, kaj sem jaz imel, ko sem delal, ko nisem od distance, te, ko imam zdajle, ko sem stvari že nekam odnesel in jih bom nazaj prinesel, stvari se mi pol totalno spremenijo. In vidim, da bo že tako slastno delo, da jih bomo spet rezali, pa spreminjali, pa, ko bi rekel, uničevali, zato, da bo ene nove prišla iz tega. No, ene stvari, ki se tukaj pojavljajo pred nami, so seveda del, kako bi rekel, enega takega artističnega sveta ali pa klišeja ali pa norme. Ene stvari pa seveda, ki sem jih pa zraven dajal ali pa jih inkorporiral, stavljal v njih, pa so seveda stvari iz tega sveta, iz vsakodnevnega življenja, ki so imeli čisto funkcijo, kaj svem, nekaj pri prehrani, nekaj pri prevozu, nekaj pri izdelavi drugih stvari. Tako da tukaj se mešajo različni materiali, glede na to, da kip se pravi skozi to materialnost, kako rekel, pojavlja ali se nam daje. On ene prve izgovore ima prav s tem, s to materialnostjo. In tukaj seveda ene stvari sem uporabljal prav na tem nivoju, kako rekel, tem izvornem, začetnem, a potem tudi velikokrat končnem, ko daš eno plastiko zraven, recimo, kjer se odpre in se papa iz nje ven je, se hrani in to inkorporira v kip. Seveda je tukaj tako ena druga možnost vzdrževanja strukture kipa na povsem drugačnih nivojih, kot pa prej z enimi zelo ortodoksnimi materiali, kot so bron, kamen, recimo klasično obravnje lesa in tako naprej. Tukaj je mešanica tega vsega in to mogoče je tista stvar, ki mi tukaj še da, kako rekel, ali mi povzroča eno željo, da bi jih gledal ali pa da bi jih spremenil. Kar zadeva to trajanje kipa ali pa trajnost, kar je seveda nekaj drugega, ampak trajanje se mi vedno tako, sem se vprašal, koliko s tem razmerjem glasba, ki jo ne slišimo več, knjiga, ki jo nima več zaprte, kip, ki ga ni več v tisti partituri, kot je še prej klestal, in ga spremenimo, ga damo en drug okvir, tako formalni kot pomenski. To je mogoče ena stvar, ki me navdušuje še, da mogoče, ali pa mi dela izzive,
da bi se malo premikal sem tja, tudi malo govoril o času, v katerem zdaj živim, potem govoril tudi o času, v katerem ne živim več, pa bi rad o njem govoril, tudi ta premik za nazaj, v stoletja za nazaj recimo, ali pa kraje, kjer sem bil, pa ne morem s kipom tam biti, ker kip je pravzaprav nerodna stvar, on je težek, ima specifično težo, je neroden, zanosen. Bistvena razlika je z glasbo ali pa s knjigo, to me velikokrat fascinira in mogoče tudi iz tega izvira ta uničljivost brez katerihkoli pretenzij, da s tem se kaj dogaja usodnega ali pa to razmontiranost kipa ali pa sestavljivost kipa, da se v enem drugem času ali pa naslednji razstavi preinterpretira čisto drugače oziroma sestavi čisto drugače. Se mi zdi, da tukaj ima več obrazov ali pa, kako bi rekel, eno rok trajanja je malo daljši, kljub temu, da ga takoj lahko fentamo. Ja, da je prisotnost te osebe, figure, če hočete, z rokami, nogami, je noter seveda na različne načine. Velikokrat kot šablona ali pa klasično kiparstvo v razkoraku, kot figura hodi. Seveda velikokrat je pa ta figura ali pa nadomestek avtorja ali pa gledalca v teh predmetih ali pa teh pozicijah, ki spremljajo človeka v tem bivanskosti, ko izposod jemo in človek, ki je in ki uporablja to posodo ali ta predmet, postane tudi del, ko bi rekel, izdelka ali dogodka. To je inkorporirano v kip, seveda že 100 let, se tukaj ni nič novega, ampak mogoče to je tisto, kar človeka še danes, ob tem, ko so novi izdelki, nove embalaže, novi predmeti, novo nalaganje kapitala, družb, tipa in cefte, ne vem česa, ga še mogoče malo iritira, da tudi s temi materiali, ki delajo velikokrat zelo kontra človeku ali pa ki delajo drugače, nehumano, da z njimi tudi nekaj govori.